kako se spomnim teh ljudi, veš. Se mogoče, kaj jih boš videl, se boš spomnil. Ja, zdaj bi jih že, ker smo imeli še kakšen piknik pa to, pa zihar smo se kaj videli. Mogoče pa, veš, ste izdeleč pa... Ko mi čakam naslednji tim bilnika, veš. Mogoče, veš, lej. Mogoče bo spet. Je pa res to mogoče, ste imeli drugačno, veš, ko ste bila že malo tudi v elementu, ne, ste bila drugačen izraz na obrazu, ne. In pole, veš, tukaj greš, kafe imaš v rok. Če se malo mršiš. Čist drug tip. Ja, veš, čisto normalno. Ponedeljke na Morgotu si itak po defaultu, ne. Tako je, itak te tam čakate 3 deployi, ker si zafuko neki, veš, ti ni, da se smejo, ne, v življenju, ne. Ja, to je res, V bistvu, dajmo zamenjati temo. Zdaj smo čisto preveč spomnili. V bistvu na danes, ne. Danes, se upravičujem. To ni bil moj cilj, prosti. Ja, ne, se vredi, čak samo. Kabel. Ja, se pa. Ja, glih povozil zga. Ja, sej. Zdaj už pa še per polil pa bo. Per polil, prekucnil se, zobe stavku, špegle razfukal. Vse to se bo zgodilo v trenutku 3, 2, 1, ne bo se. In smo rešili problem. Kje je ta Rodi, ki ga rabiš? Podcast Rodi, to bi mogla biti služba. Se najbrž je nek. Se verjetno nekje je. Temu se reče tonski inženir. Da mu razpis ven. Asistent inženirja najbrž, ja. Ne, po mojem je to tonski inženir. On bi skril tudi pol za tom verjetno, ne? Ja, najbrž. A ni tako pa razpisih, tako da moraš nek denar obljubiti, ali? Mislim, se mi zdi, no. A nismo volonterstvo pogruntali? A ja. A veš, bolj ga priporočali za seribe.si pa bo, ne? Za reference, boš imel za reference. To je za reference. To. Vse to smo enkrat že probali, če se spomnim, pa ni bilo nekega... Top podcastov v Sloveniji. Ja. In šire. Vabi v svoje, kako že? Vrste. Sem že Nidarja hodil reči. Jaz sem bil tudi, sem šel proti Nidarja, pa sem se na naš ustavil, ampak glej. Ne, z druge strani je tist, kamor bo šel. Pridi sedaj. Nepozabna izkušnja. Zdaj bo tle sound effect. Ja, Ali pa ne, odvisno, kako se bo montažerju dal neki štrajka zdaj, ki je gotovo. Sprašval se je on tudi v javnem sektorju, kjer sindikat bi šel, pa se bo rekel, da ne vem, da se bo zdi. Rekel bomo to z volonterskim sektorjem, da ne to proba, ker druge se mi zdi, da ni, ne. Mislim, volontersko bolj tako za te za dobro ljudi, sočloveka. Ne, kje pa, ne, zdaj imaš to, da si volonter, ne vem, tudi na ministrstvih pa to so, imaš volontersko pripravništvo, za temu reče. Volontersko pripravništvo, ja, se pravi, v bistvu ne dobiš nič plačati, za to, da pač, ja, da imaš pol kaj napisati, ne. Mislim, sodoben sužen si. A res to, da... V Ameriki vem, da to je ta internship, se temu reče. A je to. No, vidiš. Zdaj so tudi pri nas to bolj stvari, pa je valjda poverbamo, ali ne vem, uvozimo. Očitno, ja. Ne, da bi ljudem dali, mislim, da pač v Mercatorju te ne sprašuje, ne? Ali pa v Šparu, ali pa v Hoferti. Vem, ampak poslušaj... Ne, se razumem, za nas si zdaj v pluvum skledal. Malo se mi zdi, da tako malo izkoriščeni po posamezniku, kar smo rešili, ne vem kdaj. Kdaj je bilo to 19. 18. stoletje tam enkrat. Tam nekje. No, prijavite se. Mi smo za to. Mi smo zdaj v trendu. Jebi ga cajti so taki, ne? Kaj smo zdaj? Mislim, lej, sej. A smo neoliberalizovali nismo. Prid boš delal. Garo boš kapracat z dubo na očpan. Še zahvale na koncu. Ne, to bomo pa dal. Ajde. Zahvale na koncu. Pa kažemper dobi. Ja, pa enkrat na kvartal imamo čips, ker drugač ga nimamo. Enkrat na kvartal. Nazadnje je bil novembra, ker se spomnim. Bil so rašidi. Ne, čipsa rašidi. Čipsa že dokri bilo. Če se alergične rašidi, ne pisati. Ja, ker takih tukaj ne bomo gledali. Mislim, ne nevarane. V bistvu lahko je smrtno nevarno. Veš, če si
Oregana rešide. To je smrtno. To res ni hec. To ni hec, ampak delali boste pa za ston. Tudi to ni hec. Kanček visi, ki se ga še imel, ne. Mi smo skrajno neresen podcast. Zdaj pa ne povem, da smo tudi divje netočni, ker to smo se prejšnji teden odločili, da je treba povedati. Ne, nismo. Včasih. Smo že prejšnji teden povedali. Enkrat na kvartal, kva zdaj težiš? To, kar rašidi, ali kaj? Vse smo omenili, pejte nazaj poslušati. Mogoče. Ja, legal disclaimer je bil. Zvesti poslušalci že veste, za tisti, ki se zdaj pridružili prvič, pa kaj že divje netočni. Tako ja, mislim, prosim ne po nas ne znanstvene dizertacije delati, no. Če pa že bo pa zihar zanimiva. Če pa že, ja. No ja. Dobro. Kaj čemo? Avizo ali kva? Pejmo v avizo. Zdravo, to je podcast o štoparskem vodniku po galaksiji. In življenju v vesolju in sploh vsem. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Hvala, ker ste z nami tudi ta teden in ker za nas poveste še komu. Vsako priporočilo šteje in hvala, ker nas podpirate, ocenite in poslušate. Če pa še ne, pa smo že rekli, hvala za seribe.si. Stalni poslušalci že vedo. In vidim, da so bili apostrofi tudi ta teden v akciji. Yes. V Šparu so bili 25% off. Pa prosim, Špar, če lahko Špar tudi tukaj za vas, ja. Vaš oddelek za te račune. Kontaktira tudi naš oddelek. Ja. Mislim, vse smo že postali v redu. Ja, tako, hvala lepa. Don't call us, we'll call you. Dolžnice, skratka. Ja. Kaj sam mi serjavo pošljemo, najbolj, da kar to naredimo. Izvržbo. Tako izvržbo, ja. Pfizer DD. Skratka, pejmo pogledati, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. Prejšnji epizodi. Dominike smo slišali in vsaj enkrat, če ne dvakrat, ne spomnim se. Ampak bilo je ludo in nezabravno. Pa Artur je imel dober dan. Stari, tle je dubil Dr. Dre inspiracija za Today was a good day. Ni bil Dr. Dre, Ice Cube. Ice Cube, no. Ja, lej, drug reper. Producent je bil Dr. Dre. Takrat so se skregali. No, pa ne. Pa ne bo, ker so se skregali, pa ne bo komad tega tedna, ker bom enega drugega opaz. Imamo. Ja. A ga že vemo? Ja. A ja, celo? Se že ve. Tako da pojmo kar v kvarnik, pa v poglavje, da vidimo, kdaj pa kaj. Opa. Ja, ful je David Bowie na začetku, ampak to ni komad tedna. Zakaj ne? Jaz to hočem reči, David Bowie bi mogel biti, glede to, da je par Davidov Bowiev stekel na njega in potem še na roke. In da ohala čez. Ja, ali pa fashion. Dva kandidata, kaj pa če ne dobimo anketo? Kaj pa popevka tedna? Ne. To je že nekaj, ne? Ja, nek sem že slišal. Neki mi znam. Aha, neki znan, ne? In sem glasoval za serijskega zmagovalca, mislim, res brez veze. To je še malo dolg čas. Ne bomo več za njega. Kontra. Zmeri za nalaš kontra. Sam za Kotar je glasoval. Tako, a bo se ne bo Kotar zmeri, to je zdaj. Mogoče, če bo naslednično, ja. Ja, v glavnem. No, evo, 2 komada, pa če še kakšnega najdemo, bomo pa naredili anketo, pa bo ti zmagovalec. Bomo imeli virtualno popevko tedna. Ok, dobro, pej bo stran od popevke tedna. Se pravi, to je bil John Watson, ki je izgledal kot full David Bowie na kupu. Pa pol še na prstih, pa ne vem, ki je na rokah. Ja. Pa sem si hotel pripraviti, kaj sploh se pogovarjamo. Mislim,
najprej daš 3 David Bowie skup, pa pol daš še na prste, tako pač malo tak. A veš, bizarno. Nisem si ga znal zgraditi. No. Veš, kje je lahko povezava? Bowie je bil sred 70-ih, je imel en let, ki je bil dosti v enih unih hotelov, ko smo prejšnjo epizodo se pogovarjali. Imel je pa zelo specifično dieto. Kokain, mlek, pa peppermint bombone. Iz ust pa mora lepo dišati. In je izgledal, tako, res ga ni bilo nič več skup. David Bowie nikoli ni izgledal, da bi ga bo kaj velik skup. Predstavljaj si, kako je izgledal, ki ga je res požrl, ki ga res ni bilo. No, in je imel en let, in po mojem bi si glih take David Bowie predstavljal, da jih je, da tako zgleda John Watson, res dolg pa suh, pa nič ga ni skup. Zdaj si pa predstavljaj. No, v glavnem, in kje smo zdaj? Aha, to poglavje je ful dolgo, tako da bomo šli malo na hiter, bi jaz rekel, ker je... Po mojem, ena daljših poglavij. Ja, veliko opisovanje njegove rezidence, pa njega. Pa ti se še malo zanimiv, ampak kako zgleda, ker leži v ležalniku, pa je lepš, če boste šli prebrati. Boljš, mi ne moramo dati, kako bi rekel, gravitasa temu. Ne, ker avtor je avtor in naj tako tudi ostane. Tako da bomo njegov nasmeh pa vse pustili avtorju, pa tudi kako je govoril, bomo pustili. Ampak njegova hiša pa je zanimiva za obdelavo. To pa je. To pa je. Cela norišnica bi rekel človek. Ker kako primerno. Ja, v bistvu je preobrnjena navzven in so zunanje stene noter in notranje zunaj. In so na zunanji steni so v bistvu slike bile, pa parkirala sta pa kar na preprogi v bistvu. Ja, not je bila pa fasada. Not je bila pa fasada in v bistvu sta šla noter. No, pa je bila pa še streha, ki je bila pa še posebej zanimiva, ki je bila pa zapognjena nazaj čez se in so lestenci štrleli navzgor, kot da bi jih po neki prekrokani noči tale, a veš un grafik, ki je delal. Vsi vejo, poznajo Ešerja. Jaz ne poznam. Videl sem ga, nisem vedel, da je Ešer. To je nisem ga vedel poimensko. Nisi ga iz glave. Nisem ga iz glave. Ker sem videl, ker sem ga googlnil, sem ga tako vedel, sem rekel, Ešer. Ampak prej pa nisem. No, sem se pa spomnil tudi na eno ful dobro igrico Monument Valley. Res veliko ur za vaš denar, kot je enkrat rekel Anže Tomiču. Ena boljših veliko ur ti da iPhone igr. Zelo zabavno, čeprav je fajn. Super, odlično. Jaz sem enkrat obrnil, pa sem vmes še tam mamu ukazal in je tudi on obrnil že drugič zdaj vmes. Super. Ko se mu je nanudil. Top. Ja. Top. V glavnem, tista streha zgleda pa to, kaj iz igrice, no, v glavnem. Tale domovanje, in na dohodnimi vrati je pisal, pridite ven, in notri je bilo zunaj. In noter sta šla Artur pa Fenčarč in se začela pogovarjati s tipom, da ga vprašate okrog teh delfinov, ampak model se ni dal. Neki ni hotel. Niso nekako skupaj prišli, no? Ne. Vse jim je povedal. Vse jim je povedal. Artur ga še vprašal, kako je s temi zobotrebci, nekaj je njegova Jill. Ta je bila pa v redu. Ta je bila dobra. Potem je treba živeti skoraj. Jaz sem tako živ, mal te eureka moment že skoraj, pa to je to pizda. To smo fanta že rekli enkrat. Smo govorili o tem. Nič ne narobe, če ne bi dvakrat. Ja, ne. Samo moramo povedati kaj, zato ker še nismo povedali kaj. Nismo že povedali štosa, ker zdaj se poslušalke in poslušalci sprašujejo, kaj je zdaj to. A misliš, da se? Če še niso prebrali, pa vse. Dobro. To je res. No, kaj je bilo? Napis je dal nad vrata. V bistvu razloži, koga je spravil s hišter. To, da mora imeti še zobotrebci navodilo za uporabo in pol si je jadrno prbal navodilo za uporabo nad vrata, da ve, kam vstopa, ko vstopa v ta svet. Mislim, fulma prav tle. Jaz je točno to. Da moraš na fucking zobotrebce napisati navodilo za uporabo. Ja. In to je bilo leta nekaj 80, prijatelja. Ja. Ne, že takrat grejo polu takrat precej na slabša. Sej to ti pravim. Res da ugnilem kapitalizmu, ne, ampak ja. Tistim danem trenutkom, ampak ne.
Oni so, mislim, je napredoval, ne, delam air quote, ne. Kaj? Gnili kapitalizem je napredoval in je prišel do nas. In zdaj smo tukaj. Drugkrat bo 40 let, odkar se je to zgodilo. Lušen. In zdaj smo tukaj kako bi rekel, v srčiki kapitalizma, kjer vamo, da prijete za ston delati. Evo nas. Ne za ston. Za čast in slavo, pa za civi, pa za per. Mi damo per, mi smo še dobri, pa per damo. Pa kvartal. Razen, če si alergičen, pa ne. Ja, nekaj že rekel. Ful rešidih imam. Rešidi so v zraku, pa da se studijo, tako da bolj da ne. Ja, več kazart. Ja. Tako kaj zbest skor. No, ampak pol pa, kaj je bilo dobro s tem jokom, pa je Vonko, oziroma Zvonko, kakor mu rečemo, povedal še v mami, pa v svojem imenu, tako da to lahko preskočimo. Pa je prišel pa Hangelčkom. Pa doktor Šuloveč. Te so ga fascinirali v materino. Jaz mislim, da je šole dobro plačal. Šole plačal pa največ od vseh. Če pa ni, ne. Po mojem, res ne. Če pa ni, je pa les dober promocija. Pazi, ampak tle pa ena zanimivost, mislim, sem najdel, ne vem zakaj, jaz najdem te stvari, ki so res niso brez veze, ampak so obskurne. So zanimive. Piše, jedo načo in pijo Coca-Cola. V originalu je they do a lot of coke z malo. Aha. And are very wonderful about the whole range of things. Tako da mogoče še ena povezava z Davidom Bowiem. Ja, ali pa nasplošno. Ali pa nasplošno, s klimo tam, v tistih koncih. V tisti reki luči. Pa v tistih cajtih, ne, konc konca. Tudi to, v bistvu. Takrat je bilo... Ja, tudi to, Coke. Ja. Ampak zanimivo je, da je bilo pri nas tako preveden. Ja, sej lahko pa, da ni. Ampak se mi zdi, da je bilo še kar očitno. Škaj pa pri nas pa zihar, takrat pa ni bilo popularen. Takrat je Habič samo od Horsa umrl, ne, to je bilo kasneje. Ja, Hors je bil predvsem snej, ne. Mislim, tudi to. Coke je bil le bogatih. Ja, to takrat najbolj še bolj, ja. Ja, itak. Ja, no, pojmo mi nazaj na sandale, doktor Šola, ker... Oziroma cokle. Na cokle. Šuhe, kukarkoli. Ja. Ene pol v glavnem angelčki prihajajo samo v vikendih in na skuterjih in modelno čisto vse stvari so mu jasne, kar se angelčko tiče. Pa tudi rad se pogovarja, mislim, rad se zgovarja, tak priljuden možakar je, no? Ja, ampak še nekaj je pribil z nekim sporočilom, ampak jaz ne vem, kaj je bilo, mislim, ne štekam, kje ga je, mislim, nekje je omenil neko sporočilo, da ga imajo angelčki, ampak ne vem, kaj je hotel povedati, ampak tudi Fenčač Partor ne ve tako. Ja, meni se zdi zelo tako izmiku se, no, zmeri razlagajo vsega Boga, ampak nič ni konkretnega povedal. Skozi je neki, dokler niso prišli, ne, do tizga, kar ne. Ja, no, pol je šel iskati doktor Šolovec opate, prinesel je pa cokle navadne. Cokle, ja. Mislim, cokle navadne, ne. Ampak v bistvu prinesel je pa še nekaj drugega, ne. Tako, ne, se pravim, to sem hotel, ne. To si hotel, ja, to sem hotel. Ja, in to, ja. Še to nisem pozabil povedati. No, ampak kaj bo zdaj povedal. To je bila pa steklena posoda za ribe, ki smo jih že srečali. Ja. In pol zvemo, da tudi Fenčač je imela to posodo. Tega pa nismo vedeli. Tega nismo vedeli, ampak tudi nismo vedeli, da je Russell spizdil in da ima žogce za golf. Ja. Mislim, to je res najslabši brat, kar ga lahko srečaš. Dobro, brat je bil pač, kakor je bil, mal je bil pač... Nisem vreden svojih tenis žogce, ali kaj so že bile. Golf žogce, ja. Mal je bil moron pač, ne. Ja. In po se zgodi pa še nekaj bolj čarobnega. Zvonko, pol pove. Najprej tako ugotovimo, da imata oba dva in seveda. Da imajo vsi trije. Vsi trije imajo in kvaj. In vsi so zaprepaščeni enako, ne, en na drugega. Kaj je to, ne? In pol je Zvonko dvigne in ujamejo žarek kalifornijskega sonca. In ful je neki, če bi to hotel zvočne efekte narediti, bi res rabo enega producenta, tako da raj ne bom niti povedal, prejte si prebrati. Ampak pol se zagledajo napis. Napis pa veli z Bogom in hvala za vse ribe.
Pa smo prišli zdaj do Sej najbrž so Mečkan so čutili. Ja, se je čutil. Tudi, ko sem to prvič bral, sem mal čutil, da je to. Da nekaj bo s to kuglo. Ali pa sem že tokrat prebral, da čutiš. Da čutim. Da maže. Jaz ga imam že odprej. Ne vem. No, pa Zvonko pove še štorijo, da on tudi ni vedel, da včeraj, ko je ženi zmanjkalo kvasa, pa je pa spucal in pol je zazvenela in pol je bilo. Ampak je bilo do zadnjega kvasa je spucal, da je bilo vrlo važno. Je pa spucal. Ja, ampak pa je pa vprašal, a ste si jo kdaj dala košeso, tole bovlo? In pač sta rekla, da ne. Oziroma nemo odkimala. In pa je rekel, mogoče bi jo morala. In pol je, kot je v našem podcastu v navadi, hvala avtor, Pečino Bešalnik. Čak, pa misliš, da je kaj? Se sliši morje? Če se vsaj morje. Veš, koliko školko? Morje se zihar. Zdaj si mi komad tedna, ko sem si glih kar zapel, kakor da se sliši glas morja. A veš, da je lepo. Se pravi, zdaj v bistvu bo res boj za komad bo boj. Ja, sam še hujše, ker sem imel v planu, hotel sem reči, enkrat to sem pozabil, da je Zvonkotovo bajta en tak narobe svet. Je v mojem svetu vse lepo narobe. Je pa tudi Ježkov komad, zdaj imamo v bistvu 4. Ja, lej, bo anketa. Bo anketa. Se pravi, imamo 2 bovja, ki bov je res velik. Bov je vstekaj. Gugu pa Ježka. A so Gugu? Mislim, da so Gugu. No, v glavnem te, kakor da si sliši glas morja. Gugu je to. Jaz mislim, da je Gugu. Zdaj mi je kanček, doma mi je zasadil. Jaz sem si ga sam, ampak pust, v redu, dobre. Ali, daj povabi poslušalstvo. Anketa bo znana drug teden. Ja, bo. Prvi bo to pa zvedel na Discordu. Ne, posod. Na Discordu. Ne, na Patreonu. Na Patreonu. 2 dni prej. Pojem bo sploh gor. Ne vem. Pa to še ni vse. Če pokličete sedaj, pa še kakšnega kolega pripeljete. To bo še boljše. Bo to še prej izvedel. Najlepša hvala, ker nas poslušate čist do konca epizode, v kateri smo spoznali Zvonka in njegovo norišnico. A tle bi lahko povedal to? A bo da, pusti. Sorry. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate ali pa vsaj poveste še komu za nas. Z nami lahko debatirate na Discordu, opravicujemo.se pošiljate Discord, na družabnih omrežjih pa smo posod afna, opravicujemo se tudi na Mastodonu, sam da smo tam še nekaj drugega. Vse piše, tam imamo linke za to. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Hvala lepa. Ne smem. Dirigiral si stari. Sam sem spet pogledal. Ne morem. Ne smem te gledati. Ne smeta se gledati. Jaz pogledam, ker sem spet spavno, koliko pauzo bo. In pol ga zmedeš, ga čist ga ubiješ. Upojem. Drug teden bom po tebe gledal, pol se bom začel reči, zato ga tebe gledam, ker ne gledam nekaj. Gledam bom v strobu gledam, ne bom malo pauziramo v tole pop filter bom gledal. Džođanta učala 2000, už mogo za gor. Evo, Džođanta, prosim. To je ena boljših bogataših na svetu. Res, Džođanta. V galaksiji. Ja. Pa je šire, po mojem. Zdaj vemo, zakaj obstajajo. Ja, to je to. Dobro. Praktično poraba. Praktično. Glasa, hudiča. Dobro.